Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji Prve lige Telemach, prisrčen pozdrav še z komentatorskega mesta. Studio nas je dodobra ogrel in vse je pripravljeno, da se počasi začne obračun Maribora in Domžal. Gre za tekmo 24. kroga Prve lige Telemach, ki se je začel že včeraj, jasno pa potem tisti glavni rezultat pred tem obračunom, spopad vodilnih ekip. Spet so bili Domžalčani na to pripravljeni. Repas proti Sudaniju. Sudani atraktivno s škaricami. Njihova napadalna postavitev je že bila postavljena. Zdaj pa Iličić, zapravljena žoga, brez prekrška so prišli gostje do nje. Poglejmo, če lahko Stuparević tule navduši. Stuparević 1-1 in Ažbe Jug na pravem mestu. Vrhovec za Iličića. Kreativni posamezniki pri Mariboru imajo danes težave s tem, da so nevarni. Zdaj pa priložnost, Sudani se obrača. Sudani! In v 35. minuti Maribor do vodstva. Krasna akcija Maribora. Tu je bil nemočen Lovro Štubljar in veselje v Ljudskem vrtu. 35. minuta. Domžalska obramba je klonila. Sijajna akcija na desni strani, kjer Mariborčani kot po pravilu kombinirajo v tem spomladanskem delu. Širvis, Iličić in Sudani so tam seveda zelo nevarni, no prav Sudani pa je dosegel zadetek. Medtem pa Barišić v kazenskem prostoru, dobro si je zaustavil žogo, kakšno preigravanje Barišića, gol je prazen, Maribor vodi z 2-0. Arnel Jakupović se veseli, ampak tule pa za res fantastična poteza Maksa Barišića. No, tole preigravanje bomo z veseljem še večkrat pogledali v ponovljenem posnetku. Zadovoljen je lahko z drugim delom oziroma predvsem z zaključkom prvega polčasa Ante Šimundža. 11. gol Arnela Jakupovića pa v tej sezoni in zdaj je Maribor pa gre v protinapad. 3 minute sodniškega dodatka bomo videli. Jakupović čaka na Barišića, da slednji odpre prostor. Jakupović za vrhovca, ogromno prostora ima Iličić. Josip Iličić v kazenskem prostoru. Iličić, žoga mimo desne vratnice. Mariborčani zdaj neprevidni, to bi lahko bilo nevarno. Mutovčić je dobro podal prostor. Padec v kazenskem prostoru in 11 metrovka. Tako je bilo jasno, da se bo odločil Šabanagić za najstrožjo kazen. Stuparević se je znašel na tleh in zares se je zdelo, ampak tule pa mislim, da celo prepovedan položaj, tako da bodo centimetri še potrditev. Vidite sliko na vaših zaslonih, da je šlo seveda v tisti akciji, ko so sicer Domžalčani pričakovali najstrožjo kazen za prepovedan položaj, najbolj vroče situacije. To bi moralo biti tisto glavno vodilo. Dobra ura igre je za nami. Domžalčani imajo prosti strel in priložnost, da se približajo. Reševanje praktično je stopil v osrčje obrambe z Vidmarjem. Že je igral na tem mestu tudi na obračunu z Rogaško v drugem polčasu. Mariborčani pa so v napadu. Tole je zdaj priložnost tudi za strel. Podaja proti Sudaniju strani Božiča in gol! 79. minuta, tekma je odločena, Maribor vodi s 3-0. Krasno preigravanje Marka Božiča, ki je potem dvignil glavo, s tem bo zagotovo navdušil Anteja Šimundža in upisal asistenco. Hilal Sudani pa se je še enkrat izkazal z mirnostjo ob teh zaključkih. Njegov 8. gol v tej sezoni Prve lige Telemach zaostaja Hilal Sudani zdaj samo še za poplatnikom Rujem Pedrom in Arnelom Jakupovićem, ki je z današnjim golom tako ali tako postal kralj strelcev. Domžalčani pa iščejo
pot do častnega gola. V 87. minuti so v napadu prek Topaloviča. Topalovič še vedno pri žogi. Topalovič V moji družbi še trener Maribora, gospod Ante Šimundža. Gospod Šimundža, čestitke za zmago, ampak morda preden se posvetimo tekmi še beseda ali dve o vzdušju. Danes v Ljudskem vrtu veliko črnila besed je bilo prelitega o navijačih v teh dneh. Danes pa vsaj zdi se res en pozitiven odgovor stadiona tule pod Kalvarijo. Kako ste vi doživeli tole atmosfero? Odlična atmosfera, želja vsakega kluba na svetu, da ima odlično atmosfero, vse pozitivno. Zdaj, kar se tiče same tekme, opozarjali ste tudi pred obračunom Domžalčani, ekipa svojo energijo z mladostjo. Tudi danes so imeli kar nekaj situacij, ko bi vam lahko pravzaprav še bolj zaganili življenje, ampak zdelo se je, da je Maribor vedno znova nekako znal odreagirati v pravem trenutku. Kako ste vi nekako videli to, kako se je tekma peljala? Prvo moram povedati, da je bila tekma zelo dobra, zelo dinamična, kvalitetna, z ogromno dobrimi potezami. Kar se tiče Domžal, vedeli smo kako in kaj, je pa bila naša težava, da smo bili predvsem v pretoku žoge v zadnji liniji zelo počasni, v prvem polčasu, drugi polčas boljše, ampak enostavno v tem bloku, ko so bili, so Domžale počivale in imele to energijo in seveda svežino ob tem pridejo gor. Ko smo jih obrnili zelo hitro, ko smo iskali med prostore, smo bili nevarni. Kljub temu smo imeli ogromno situacij, nažalost smo se premalo odločali v prvi pol ure 35 minut za udarce na gol in pa seveda pol Domžale prišlo do svoje situacije in tukaj je HB odreagiral fenomenalno, držal nas je v igri in potem se stvar obrnila nam v korist. Napadalci so na igrišču zato, da dosegajo gole. Kupovič je zadeval v Sudani dvakrat. Kako pomembno je, da je Maribor danes res pravzaprav imel zelo dober izkoristek priložnosti? Meni je zelo všeč, da je Max Barišič asistiral, da je Josip Piličič prišel v priložnost, nažalost ni zadev, da smo želeli prihajati v asist, da smo želeli prihajati v pozicije, da lahko asistiramo, da smo bili nevarni tako preko leve, preko desne, to je ena zadeva, katero želimo. Po drugi strani smo pa v tem napadu, ko smo bili zelo konstrukcija od zadaj je bila zelo dobra, struktura ekipe je bila zelo dobra, pomeni vedno blizu in vedno smo lahko vzeli tole drugo žogo in bili zelo nevarni. Za konec morda samo še tole. Videli smo Maxa, ko je iz igrišča odšel s povito glavo, tudi Sven je imel težave, pa zdaj vidimo tudi Tine Čuk je odšepal na koncu tunel. Kar veliko težav imate že tako ali tako. Tudi luknjo ima HB. Ja, kakšno je stanje? Jutri si trenirajo, to ni še tako. Super, najlepša hvala in srečno. Hvala. Gospod Kosič, že v studiu so nekako ugotovili, če bi nekdo na koncu pogledal samo rezultat, bi mislil gladka zmaga Maribora, ampak vemo, da ni bilo tako. Imeli ste svoje priložnosti, dosegli gol, situacije, ki bi se lahko odpeljale drugače, pa bi bila tudi tekma drugačna, ampak verjetno kar nekaj pozitivnih stvari za strani vaše ekipe. Res je, ja, z rezultatom ne moramo biti zadovoljni, z vsem ostalim pa sem zelo zadovoljen, glede na to, ekipa je mlada. Danes nam nogometni moment ni bil pisan na kožo, tako da nimam nobenih zamer, fante, treba dvigati, zdaj prihajajo tekme, kjer bomo rezultatski zaostanek, ki ga danes nismo uspeli doseči, lovili, tako da čim večkrat si želim take podobe in gre za fante, ki ne vem, mogoče je huda beseda, ampak če bi imeli mečkan sreče danes, bi se lahko drugače končalo. Tudi potem, ko ste zaostajali v polčasu 2-0, pa bi kdo mislil, mlada ekipa Domžal bo zdaj, kot rečemo, razpadla. Ste iskali ta gol priključka, res ste si želeli tudi v tej atmosferi Ljudskega vrta narediti vtis. To vam je uspelo, kaj torej recimo še manjka Domžalam za boljši rezultat? Ja, izkušnje. Maribor ima izkušnje, Maribor je 2-3 akcije zelo lepe naredil, mi to nismo uspeli zapreti. Vedeli smo, da jim moramo biti blizu, da jim ne smemo veliko prostora dopuščati in to smo čez celo tekmo dosti dobro delali, razen v 2-3 primerih, kjer je Maribor to uspel izkoristiti in mi na drugi strani smo imeli celo vrsto nekih situacij, kjer je pa zmanjkal mogoče tisti ključni pas, strel pravočasen, tako da nič, zadovoljen sem s podobo, čeprav se to čudno sliši, ampak nekje drugje se nam bo vrnili. Ja, prihajajo zdaj tekme proti
reciva temu, vsaj po razpredelnici, lažjimi nasprotniki, ampak še bolje verjetno za vas pomembno to, da se počasi zdaj vidimo vrača Šturm, da bo tudi Krstovski nazaj pokazni, da bodo verjetno še nekateri poškodovani fantje počasi spet v trenažnem procesu. Zdaj so neki pozitivni znaki prihodnosti. Zato bi rad, da mernost obdržimo. Mi imamo kvaliteto, bomo sigurno močnejši iz treninga v trening in predvidevam, da ko bo konc prvenstva, da se bomo mogli zložili, ampak kar mi daje zadovoljstvo je, da te mladi fantje res kažejo super podobo in edino, kar si želim, je podoben pristop na vseh ostalih tekmah, rezultat bo pa že prišel. Ja, eden izmed junakov, če nekaj glavni junak današnje zmage je Maribora, Hilal Sudani v moji družbi. Čestitke na pobjedi, na kraju 3:0, dosta ubjedljiva pobjeda. Nekako izgledalo je kao da imate utakmicu pod kontrolom, kakvi su bili utisci na terenu? Ne, stvarno, evo, čestitam svi igrača i stožer i naša navijačima i klub za pobjeda večeras. Evo, nije bilo lako, možda izgleda kao lako, ali nije bilo lako. Poštovanja na Domžali kako su igrali od mladih igrača. Evo, svaka utakmica je teška. Znali smo kako smo išli na utakmicu, evo, dobro smo išli. Mislim da zaslužimo 3 boda danas i pobjeda. Kakvi su nekako vaši utisci o atmosferi? Danas je stvarno nekako bilo sve pozitivno, dobra atmosfera na stadionu, nekako sve te stvari koje su se dešavale, danas su se nekako pretvorile u neku pozitivu. Slažete se? Da, istina, slažem se s vama. Istina danas bila je jako pozitivna energija i pozitivna za navijačima. Danas, evo, svaka čast danas su došli, bez obzira što je kiša padala i sve. Evo, bili su uz nasa. Evo, ja na ovaj sad zahvalim našim navijačima, oni su bili danas i mislim da su zadovoljni danas da igre i rezultat i pobjeda. Evo, to mi radimo naš posao. Mislim, daćemo sve od sebi, da Maribor uvijek će biti u vrhu na tablici. Evo, svaka čast danas i mislim da ova utakmica gotova, sad ćemo razmišljati da sljedeća utakmica. Puno hvala i sretno. Hvala vama. Ja, na koncu je rezultat 3:0 za Maribor, ampak bilo je danes kar nekaj situacij, ko bi se lahko tekma obrnila tudi v drugo smer, tisti vaš fantastičen zadetek, ko je žoga malce zapustila meje igrišča, vseeno verjetno lahko danes vzamete kaj pozitivnega z te tekme. Ja, sigurno, mislim, da smo mi danes pokazali eno zelo dobro podobo na igrišču. Škoda, mi smo v situaciji še 0:0, dvakrat v bistvu sami 1:1 z golmanom, tisti razvaljen gol. Na to nam je malo sreča obrnila hrbet, ampak mislim, da smo lahko zadovoljni z našo podobo še enkrat in vse čestitke Mariboru za zmago. Ste v nizu teh, kot pravimo, težkih tekem, igrate praktično z vsemi ekipami z vrha lestvice, pa ste zdaj nekako že drugič zapored pokazali predstavo, da se lahko kosate z ekipami tu, ki so povsem na vrhu. To je verjetno tisto, kar morate nekako zdaj vzeti s sabo v nadaljevanje sezone. Ja, sigurno, to je ena pozitivna stvar, da smo v bistvu konkurenčni z vsemi najboljšimi ekipami v Sloveniji in mi moramo samo naprej trenirati, garati in rezultati bodo prišli sami po sebi. Najlepša hvala. Hvala vam.